Nataša Konc-Lerencuti, živijo. Živijo. Zdaj sta že drugič v tej oddaji in tem studiu. Prvič je bilo to, ko ste prišli z Majo Vajs in smo predstavljali film Zajeti v izviru slovenski otroci, Lebensborna. To je bila pa res taka fascinantna zgodba. Danes vas vabim zaradi vaše knjige, ki imam tukaj seboj na mizi, Vse je postalo plamen, ki je glih kar išla pri Slovenski matici. Jaz sem bila tudi na tej res veličastni predstavitvi. Seveda pa je to zgodba o Lizi Hribar. Liza Hribar je bila taka umetnica, kiparka, žena, seveda Zorana Hribarja. Zdaj me prvo zanima, zakaj ste se vi lotili sploh tega obdobja in te knjige, kaj vas je tja poneslo? Pravzaprav me je vznemirila najprej Lili Novi, zgodba Lili Novi, o kateri tudi nisem zelo veliko vedela, predvsem me je pretresla njena zgodba njenega zakona z možem, ki jo je prevaral, pa ne v takem smislu, kot danes mi govorimo o prevarah, ampak z lažnim potrdilom, da je zdrav, v resnici pa ni bil, je imel sifilis, ki so ga takrat imenovali oficirska bolezen, in se z njo poročil, ker jo je imel rad, ker jo v resnici imel rad in si je želel z njo poročiti, ampak ko je ona odkrila, ko se je ta njegova bolezen razvila, ga je ona zapustila in potem sama živela v Ljubljani. V Ljubljani je preživela vojno, povojno obdobje. Kaj se je pa dogajalo z njo in z njeno družino po vojni, pa nikoli nisem vedela, in ko sem pa začela še to odkrivati, me je pa Lili Novi še toliko bolj fascinirala, ne samo s svojo poezijo. Bila sem dogovorjena z njenim vnukom Ingom, da mi bo pomagal zbrati gradivo, da bi jaz napisala v Lili Novi roman. Ampak potem je on nenadno umrl in tako je meni Lili Novi nekako zdrsnila z rok. V tem času, ko sem se ukvarjala z njo, pa že tudi po vseh antikvariatih pokupila njene knjige, pa znamko z njeno podobo, skratka vse, kar je bilo dostopnega v Lili Novi, sem takrat že nakupila in medtem spoznala tudi Angeliko Hribar, ker sem izvedela, da je bila njena mama, no pa tudi njena babica, da sta bili njena mama Liza Hribar in Angelikina babica Elza Kastel, obe prijateljici Lili Novi, in da ima Angelika Hribar doma rokopise Lili Novi, ki niso bili nikjer objavljeni, ker so bili napisani kot božično voščilo, pa pesem posvečena Lizi in tako dalje. Skratka, pesmi, ki jih nihče nikoli ni objavil, ker so bile v zasebni zapuščini. In takrat sem se začela družiti z Angeliko Hribar. Potem sem pa rekla, se jaz vseeno lahko napišem zgodbo o Lili Novi skozi pogled Lize Hribar, torej postavim kiparko Lizo Hribar v prvi plan in potem razvijem to zgodbo o prijateljstvu. In to tudi je res v resnici zgodba o prijateljstvu v najtežjem času naše zgodovine. Naslednje vprašanje, kdo je Liza Hribar? Liza Hribar je kiparka Dunajske šole, rojena 1913 v Celovcu. Ni od nekdaj njena družina živela v Celovcu, izhaja iz Ljubljane. V Celovcu je bila pravzaprav zato, ker je bil njen oče avstrijski oficir in se je zaradi službe z ženo, ki je bila iz Ljubljane, z ženo Elzo, ki je bila iz Ljubljane, preselil v Celovec. Hči Elze Kastel, akademske slikarke, Elza Kastel Obereigner, poročena s Henrikom Obereignerjem. Na Dunaju se jima rodi Liza in ko je stara 2 leti, oče pade na fronti. In potem se Elza Kastel s hčerko Lizo, oziroma ona je bila takrat Elizabeth Charlotte Obereigner, preseli v Ljubljano k svojim staršem. Starši so živeli tukaj v Ljubljani, na Prečni ulici. Mati je bila Slovenka, oče je bil pa avstrijski oficir. Skratka, ta mešana, narodnostno mešana družina. Tega je bilo veliko v Ljubljani v tistem času. Ogromno, to je bilo pač ljubljansko meščanstvo, je imelo svoje vrzeli, ampak tudi ogromno kulturnega potenciala. Ampak to je bil tudi čas ob koncu Habsburške države in to je bilo pač tak svojstven čas, ne? Seveda svojstven čas, nekateri so silno častili Avstro-Ogrsko monarhijo in so se težko sprijaznili s kraljevino Jugoslavijo, ampak hkrati so pa potem v kraljevini Jugoslaviji, v tej po Avstro-Ogrski družbi ustvarjali neke kulturne tokove, iz tega se je pravzaprav razvila ljubljanska kultura, ne? Tako da zametavati pomen meščanstva za naš kulturni prostor je rahlo nevedno. Torej, ona je potem odraščala, Liza, oziroma Elizabeth Charlotte Obereigner, pozneje Liza Hribar. Ko se je poročila, je postala Liza.
odraščala v Ljubljani, se šolala na Mladiki, tudi v večerni šoli likarski. In tako zorela kot edina hči svoje matere brez očeta pri stari mami in starem očetu na Prečni ulici v Ljubljani. V tem času pred vojno spoznala tudi Lili Novi, ki je bila vrstnica njene matere in je prihajala na obiske. In tako je pravzaprav se tam mlada Lizelot so ji rekli, so kar združili obe imeni, se je pač nekako ujela v to vzdušje tega časa, ko je bilo ogromno nekih literarnih večerov, koncertov, ko so ljudje po hišah prirejali dogodke. Ti meščani niso samo razvajensko živeli, so prirejali kulturne večere, predvsem pa je bilo zelo pomembno obdobje literarnega salona pri Vidi Novakovi. No, ampak tudi mama od te Lize je bila slikarsko, umetniško navdahnjena, študirala je na Dunaju, Firence je oče vodil in tako dalje. Ona je živela tudi v takem krogu, čeprav je samo z mamo, kjer je bilo veliko te umetnosti. Ja, pač njena mama Elza Kastel se je preživljala s slikarstvom. Ona je bila mojstrica miniature in je bila tudi zadnja miniaturistka v Evropi. Takrat seveda v tistem predvojnem času je bilo še možno dobiti ploščice iz slonove kosti, to so ljudje sami prinesli k njej iz Dunaja in ona je potem upodabljala te materiale za miniature. Tako da je tudi recimo ena znamenita miniatura Lili Novi nastala, ki je originala ni, original je mogoče pri potomcih Liline hčerke Fides, morda, imamo pa kopijo te miniature, ki jo je naredila recimo Elza Kastel po fotografiji mlade Lili Novino. Tako da je bila zadnja miniaturistka do vojne in do tega povojnega časa uspevala kot slikarka in preživela od naročil, od svojega slikarskega dela. Kot udova. No, in ta zgodba se pa zdaj od začetka do konca vrti pa okoli Lize, ne? Ja. Je res neverjetno, kako ste vi našli ves ta material, vse te zapise ali pa zgodbe in zajemali in potem to vgnetli v ta roman. Nekaj sem že prej vedela, ker me je Lili Novi tako zanimala. Največ sem seveda izvedela od Angelike Hribar, Lizine hčerke. Ona je tretji Lizin otrok, Zorana in Lize Hribar. Ki je bila tudi ta večer na predstavitvi vaše knjige. Ona je zelo srečna, da je to nastalo, zato ker je pač njena mama leta 1996 umrla in je bila kot kiparka pozabljena, po vojni pahnjena v kulturni molk, ampak tudi potem, po osamosvojitvi, ni imela več časa, 96. je umrla. Prvo razstavo je imela leta 91, zato ker prej ni mogla. In je to velika stvar za Angeliko, da je ta zgodba izšla v knjigi, da je tako napisana na leposloven način kot roman, da se bere kot zgodba, vseeno drugače kot neki dokumentarni zapiski ali pa vseeno je leposlovje za bralca lažje in bolj privlačno kot zgodovinopisje. Ampak brez zgodovinopisja seveda jaz tega romana ne bi mogla napisati. Ker če jaz ne bi prišla do vseh teh knjig, ki so v zadnjem obdobju izšle, recimo izšla je knjiga o Nagodetovem procesu, se pravi o tako imenovanem Nagodetovem procesu, debela knjiga, v kateri so objavljeni zapisniki zaslišanj. Brez tega materiala jaz ne bi mogla oblikovati te zgodbe, te obsodbe, o čemer se bova še pogovarjali. Ampak kako se sploh vse to, ker na eni strani imate točne informacije, dogodke, dogajanja, na drugi strani opisovanje nekih trenutkov, kjer niste bili nikoli prisotni, ampak ena taka vaša res super fantazija, ne? Tukaj treba paziti na fantazijo, da se ne razplamti preveč, zato ker jaz sem po osnovni izobrazbi igralka. Kljub temu, da sem gledališče v dobesednem pomenu zapustila, sem vedno ohranila ljubezen do njega in ljubezen do svojega znanja. Ker vsemu navkljub, tudi slabim izkušnjam iz tega obdobja, moram reči, da sem neizmerno hvaležna za trening, ki sem ga bila deležna v času šolanja in potem tudi v gledališču. Za trening vživljanja. Se pravi, jaz sem od vsega začetka, tudi ko sem bila še študentka igre, pristopala zelo študiozno, tisti, ki me poznajo in so z mano rasli, vedo, da sem začela ustvarjati dnevnik svojega lika, ne? Dnevnik svojega lika. Se pravi, če sem jaz igrala Sonjo v Stričkovanji, kako ona živi, kako se ona predstavlja svojo prihodnost, kako se ona pripravlja na to, da bo spregovorila s tem svojim oboževanjem Astrovom in tako naprej. No, recimo, to je samo en primer, ali pa Ofelijo, ali pa Salomo, dnevnik svojega lika. In
tukaj, skozi ta trening sem se naučila ustvariti neke notranje monologe, ki jih nisem imela kje prebrati, ker lik moraš ustvariti iz tistega malo, kar ti da drama. Tako sem zdaj morala ustvariti lik iz tistega malo, kar so mi dali dokumenti. V dokumentih ni osebnih izpovedi. So v nekih dnevnikih, v pismih, ki mi jih je Angelika zaupala, tudi prevedla, ne. Liza Hribar je kot otrok in mlada punca pisala dnevnike v nemščini. Tako da to je Angelika vse prevedla, da sem jaz iz teh dnevnikov načrpala, sploh njen značaj, jaz jo nisem nikoli poznala. Pa šli ste tudi na Dunaj? Šla sem na Dunaj, kjer sem spoznala njeno najstarejšo hčer, Angelikino sestro Moniko in njene otroke, hodila po njenih poteh, šla na akademijo, kjer je bila takrat ta ženska akademija, na kateri sta študirali. Tako da sem šla tudi v ulico, kjer je ona živela pri družini grofa Hohenwarta, kot študentka, da sem točno vedela, kje je šla ona na tramvaj. Torej, v glavnem ste obiskali vse te kraje, Ja. tem, o čemer pišete? To sem vas hotela itak vprašati. Vse sem obiskala. Kočevje? V Kočevju pa nisem bila, zato ker nisem točno vedela, kaj točno je ona v Kočevju na prisilnem delu počela. Ko sem to študirala, sem odkrila, da je bilo prisilno delo, se pravi odločbe o družbeno koristnem delu, niso bile izdane na tak način, da bi bile lahko kjerkoli shranjene kot nek sodni dokument, ampak so bili to kar neki listki okrajnih skupnosti, se pravi, lahko je bilo samo ustno. Lahko so prišli na vrata, pa so rekli, ti greš pa jutri na družbeno koristno delo. Skratka, dokumentov o tem ni in tudi vsi, ki so družbeno koristno delo opravili, so morali podpisati izjave, da ne bodo nikoli nikomur povedali ničesar o tem. Tako da to je bilo zgleda res. Ne? Ona ni svojim otrokom nikoli povedala, kaj je delala en mesec v Kočevju, kje je bila in kaj se je zgodilo in nikomur drugemu tudi ne. Z Lizo Hribar in usodo te njene družine se nehote poglobimo res v globje razsežnosti takratnega časa, ki je bil zelo zapleten, dramatičen, kjer so se odkrivale potem tudi neštete druge osebne tragedije, ne? Ker v knjigi se potem prepletejo številne družine, njihovi prijatelji, znanci, sorodniki, to je cela mreža tega časa. Ja. Ampak lahko bi začeli s procesom 47. Ne, to je bil mesec maj. To je bil montirani proces po vzorih stalinističnih procesov, tako da so imeli tudi publiko, ne, sovjetske opazovalce. Ampak zakonca Hribar, kot vi pišete, sta med okupacijo delala za Osvobodilno fronto in nista se zapletala v revolucijo, ne v kolaboracijo. Ne, nista se zapletala, pravzaprav sta opustila svoje delo ravno zato, ker je bilo tako nevarno, ker nisi mogel videti ven iz tega zgodovinskega trenutka, tako kot vse iz nobenega zgodovinskega trenutka ne moramo videti ven. Se mi tudi zdaj ne moramo videti. Mi ne vemo, kakšne diplomacije se zdaj dogajajo v zvezi z vojnami, ki divjajo okrog nas. Nekaj slutimo, nekaj že vidimo, ampak ne moramo pa točno vedeti, kaj je tisto, kar je res. Ne? In tako v tem zgodovinskem trenutku druge svetovne vojne, v katero se je vpletla revolucija, one dva nista mogla točno vedeti. Kaj zdaj, kam se obrniti, zato ker po eni strani sta podpirala Osvobodilno fronto, po drugi strani so pa ljudem seveda prihajale na ušesa tudi grozote revolucionarnega početja. In zato sta se ona dva distancirala. Sta pa še po vojni skrbela za otroke partizanskih družin, ki so bili takrat zelo aktivni, ki se je pač nova država vzpostavljala in so bili oni na funkcijah. Med vojno sta skrivala Vido Tomšič in njenega novorojenčka, ki je bil rojen v ilegali in je bil pred njima skrit. Ona dva sta življenje tvegala, da sta skrila tega otroka in to mater. Ona je pod drugim imenom rodila, ne? In tako dalje. Ampak potem, ko se je pa ta režim začel kazati v pravi luči, ko se je izkazalo, da ne bo demokracije, da ne bo več strankarskega parlamentarnega sistema, so se pa začeli ljubljanski liberalni izobraženci, to niso bili klerikalci, kolaboranti, neki zategnjeni ljudje, ki so imeli neke druge apetite. To so bili liberalni izobraženci, ki so začeli snovati neko podlago za morebitno vzpostavitev demokracije. Bila je pa opozicija, ne? Opozicija je bila prepovedana in kakršnokoli zbiranje politično, ki bi bilo opozicijsko, je bilo prepovedano. In zato so jih razkrinkali in obsodili. To je bilo 15 ljudi. No, in enega so celo ubili, ne? Ja, Črtomira Nagodeta so na neznanem kraju ustrelili konec avgusta
1947 in se še danes ne ve, kje je pokopan. Tukaj nastopa Josip Vidmar in vi postavljate vprašanje, zakaj Josip Vidmar ne pomaga Lizi in Zoranu pri teh obsodbah, ne? Jaz mislim, da se je on zelo trudil. Ko sem jaz to raziskovala, ko sem šla tudi v Narodno univerzitetno knjižnico, prebirala pisma, ki sta se jih pisala Lili Novi in Josip Vidmara, ne, to je tam, tam so pisma njuna od obeh. Seveda so tudi ta pisma previdno napisana. Ampak vidi se, on je imel zelo rad svoje kolege, kulturnike, se je zelo trudil zanje, je rešil tudi igralce ljubljanske drame in direktorja ljubljanske drame iz Kočevskega taborišča po vojni. Zato, ker to je grozno, da so jih tja poslali. Ja, tja so jih poslali, češ, da so kršili kulturni molk. On jih je rešil, zato ker je razložil oblastnikom, da bi bil kulturni molk, ki ga je takrat OF zahtevala med okupacijo, ravno v prid italijanski okupaciji, zato ker to bi pomenilo, da slovensko gledališče utihne. In jih je potem tako rešil, oni so bili v taborišču, igralci ljubljanske drame in jih je Vidmar povlekel ven. Ampak čisto vsega pa tudi ni mogel, ne. On ni imel take moči, da bi lahko, se bil potem pozneje tudi samo nemilosti. Nikogar, ki takrat ni pomagal Lizi in Zoranu Hribar, ne zamerim, ker je moral vsak rešiti svojo kožo. Tudi je bilo na preizkušnji Lili Novi. Se pravi, Lili Novi je imela Lizo zelo rada, to je bila taka materinska, prijateljska ljubezen, zato ker je bila Liza vseeno za eno generacijo mlajša od nje. Zdaj se je pokazalo skozi to njeno življenje, da je Lili Novi imela eno veliko potrebo ene mentorske vloge pri mladih umetnicah. Tako je potem pozneje po vojni posvojila Miro Mihelič, a ne? Ampak Liza je bila pa ta njena predvojna prijateljica, ki jo je tudi uvedla v kulturne kroge, jo peljala v Pen, ki se je takrat, Penovci so se takrat zbirali pri Kolovratu. In je bila Lili prva ženska, ki je prišla med te literate, a ne, tako je recimo Liza spoznala Cirila Kosmača, ki se je vanjo zaljubil, ne. Po vojni sta snovali, da bosta nekaj skupaj delali, da bo Liza ilustrirala Lilijine otroške pesmi, no potem se je pa 47. zaradi te obsodbe vse zalomilo. Moramo vedeti, ne, to je zelo pomembno povedati, da nihče ni smel prijateljevati s političnimi obsojenci. To je bilo zelo nevarno. Se pravi, kdor je prišel na obisk k političnim obsojencem, je bil že s tem omadeževan. Nekateri so si to upali, recimo Ljuba Prenar je prihajala, kljub temu, da je prišla 2-krat iz zapora, da je bila v Kočevju v taborišču, je takoj, ko je prišla iz Kočevskega taborišča, obiskala Lizo. Ona je bila neustrašna. Potem je bil recimo arhitekt Miha Osolin, ki je prihajal, Vida Novak, ki je delal s Strmol in ki je delal tudi stanovanje Hribarjem v Šumiju. So bili ljudje, ki so bili neustrašni in Lili Novi je pa takrat skrbela za svoja vnuka, se pravi za sinova hčerke Nives, ki je bila izgnana zaradi tega, ker je bila poročena, čeprav tudi ločena. No in tudi ona ni mogla nastopati v drami, ne? Ne, kje pa, ker je bila poročena z Nemcem. Je bila izgnana, ona je bila izgnana v tujino in sinova sta pri Lili ostala in Lili je morala biti skrajno previdna. Tako da jaz mislim, da to, da ona Lize Hribar po procesu ni hotela več poznati, s tem tukaj se pravzaprav začne moja zgodba, kako to prijateljstvo kar naenkrat, Liza pride iz preiskovalnega zapora, sreča Lili je ne pozna. Lili jo spregleda, gre mimo nje, da jo ni. In to je bila najhujša bolečina za Lizo. To mi je pa Angelika povedala, da je mama rekla, ne. Veliko je bilo bolečega, ampak nobena stvar ni pa tako bolela, kot to, da je šla Lili mimo mene in da me ni hotela poznati desetletja, ne. Mogoče v tem, ne, kako je vendarle Liza želela ustvarjati v dobrobit družbe in kako ni mogla tega početi in potem kako so ji vsi šli naproti, tisti njeni ožji prijatelji, ali pa tudi ne, so ji pomagali pri tem ves čas, da je ona lahko ustvarjala in da je lahko preživela, ne, in so ji dobesedno naročali stvari, ki jih je ona ustvarjala, ne. To je tudi čudovito napisano. Ona je torej 39. prišla iz Dunaja, predčasno zaključila specializacijo cizelirana brona, prej je delala kiparstvo in potem se je hotela specializirati na cizeliranje brona, ampak je prišla 39. domov zaradi pač priključitve Avstrije Tretjemu rajhu in po vojni si je zelo želela obuditi umetno obrt slovensko in je prehodila celo Slovenijo po dolgem in počez in zbirala izdelke umetne obrti. Tako da ona ima nekaj zaslug za ustanovitev
trgovine Dom. A ne? Ja, čeprav njej osebno In niso priznali. In niso priznali teh zaslug, ampak so od nje pokupili vse izdelke. In skratka, ona je ogromno naredila za razvoj slovenske, za prepoznavnost slovenske umetne obrti, kar jo je potem rešilo. Se pravi, 47. je bil njen mož obsojen, ona je preživela 3 mesece v preiskovalnem zaporu in je bila izpuščena, ker ni aktivno sodelovala v tej skupini politični, opozicijski, ampak je bila samo žena. In je bila izpuščena, ampak ni pa seveda imela nobenih javnih naročil, ni imela stikov več s kulturno družbo, izločili so jo in takrat so ji priskočili ravno ti umetniki iz podeželja, s katerimi se je ona prej toliko ukvarjala na pomoč. A ne? Kropa recimo. Vrnilo se vse, ne? Ja, kroparski kovači, a ne? Kroparski umetnostni kovač, Joža Bratoncelj je zbral denar v Kropi, da so ljudje naj naročili jaslice in kroparski dobrotniki. Kroparski dobrotniki so ji naročili jaslice, ki jih je leta 47 potem izdelala za njih in je tako, oni so ji to plačali in je potem lažje preživela. In tako je ona preživela do osamosvojitve, se pravi z zasebnimi naročili, raznih nebesna znamenja izdelovala, lučke, kipce, broške, take okrasne predmete, ker so ji seveda potem pozneje tudi z Društva likovnih umetnikov učitelji, češ da ni delala velikih kiparskih del, ampak kako bi pa jih, a ne, če je morala preživeti. Ne. No in leta 91 je imela to prvo predstavitev, ne, razstavo na Prečni, ne, torej doma. V njeni hiši doma. Ja. Tik pred razglasitvijo samostojne Slovenije Spomenka Hribar bi morala biti na otvoritvi, pa je ni bilo, ker so bile že težave s prevozi, ne? S prevozi, pa z zastavami, pa z vsem tem. No. Skratka, 24. junija 91 doma in to je bila razstava malih plastik. Moram pa povedati, da bo letos v Mestnem muzeju. No, to sem jih hotela vprašati, kje lahko to zdaj vidimo? Letos bo v Mestnem muzeju, to je naključje, to ni zaradi romana. To je naključje pač tega sodelovanja muzeja z Angeliko Hribar, ki ima njena dela doma in jih pač zbira tudi na terenu, zapiše si, kdo ima kaj od mame doma. In bo jesenino v Mestnem muzeju pregledna razstava kiparskih del Lize Hribar. No, ampak Liza je tudi ilustrirala, ne? Naprimer, nekaj malega je ilustrirala, ja. Prav Lili Novi, ki je pisala nove pesmi, je želela, da bi ona bila ta ilustratorka, ampak ni šlo skozi, ne? Lejte, 45. sta se menili, da bosta, takrat je Lili Novi, ko sta prišla v Nukah njej, začela pisati za otroke, majhni ste na tem velikem svetu, nekaj sta naredili skupaj za Ciciban, ampak potem je prišel ta proces in razdor med njima, ki je bil prisilen, ki ni bil iz srca, ampak je bil zaradi pritiskov. In potem je po Lilijini smrti Josip Vidmar izdal to zbirko z Lizinimi ilustracijami. Se pravi, on, to jaz zelo cenim, on je vedel za njuno prijateljstvo, za ta razdor, za to bolečino in je on urednik te zbirke, ki je Lilijina, tako je on rehabilitiral njuno prijateljstvo. Ne? Kaj ste vi zdaj skozi to knjigo, kako ste vi to doživljali? Vi ste vendarle pisateljica, sicer pretežno mladinske literature, ampak tudi za odrasle seveda. Kaj je bil ta, ne izziv samo, ampak kaj je bilo to, kar vas je začaralo s tem časom, z Lizo in vsem tem, kar se je dogajalo s temi ljudmi, ker vi pišete take podrobnosti, naprimer grad Strmol, ne? Tukaj pa zvemo še nadaljevanje, ne, da so prišli to hišo živeti, ne vem, najprej minister Maček za gozdarstvo. Maček in Kardel sta živeli. Maček in gospod Kardel s Pepso, ne. In z otroki. Drago Jančar je pač prebral v zgodovinski kroniki zapis, mislim, da Marije Cvetkove, ki je objavila zapiske tele Vilme, ki je bila sobarica na gradu, ampak on je hotel ustvariti čisto leposlovje, je dal druga imena, tako da on je hotel svoji domišljiji, svoji pisateljski, tako se jaz predstavljam, svojemu pisateljskemu zamahu popolnoma prosto pot, da se ne bi obremenjeval s podrobnostmi iz te resnične zgodbe, ampak mi smo potem seveda bralci, ko smo bili toliko pretreseni nad tem romanom, smo potem to kar združili, tako da mislimo, da je to pač res dokumentarna zgodba o Radu in Kseniji Hribar. V resnici sta tam Veronika in kako mu je že ime, pač Zarnik. On nikjer tudi Strmola ne omeni, nikjer nič resničnih podatkov ni.
to je začetek, ko smo sploh to zvedeli, čeprav veste, to sem pa tudi pozneje zvedla, da je ta motiv Strmolskega gradu uporabila že Mira Mihelič v romanu April. Tam je pa grad zelen, a ne, pa spet nek arhitekt, ki tam živi, pa zelo veliko elementov. Te tragične usode je Mira Mihelič zajela v romanu April, ki je meni genijalen, ona je tak moja pisateljska vzornica. Jaz sem šla pa res prebrskati za vsemi dokumenti in sem si rekla, moja meja bo tam, kjer ne bom ničesar več našla. Od tam naprej si pa seveda izmislim prizore. Normalno, da si jih moraš zmisliti. Jaz ne moram vedeti, kaj je Liza razmišljala, ko je šla k možu na obisk. Kaj pa je rekla gospa Angelik? Jaz sem se najbolj bala, ker ona je pač vso to zgodbo doživljala kot otrok v resnici. Kako bo zdaj ona to sprejela, ampak je izredno lepo. Ona je popravila samo napake, ki so bile čisto dokumentarne. Kaj je kdo rekel, kaj je kdo zapisal, kjer leta je kaj bilo, kako je bilo komu ime, kjera družina, skratka neka razmerja, neke zgodovinske podrobnosti. Kar je bilo dostopnih dejstev, so vsa resnična. Nataša Konc Lorenzuti, kam vas žene zdaj ta roman naprej? V nove zgodbe. Zdaj grem spet odkrivati eno novo zgodbo, ki bo sodobna, ampak bo spet imela neke koreninice v naši preteklosti, tudi v mojem življenju. Moram povedati, da sem tudi v ta roman sebe vpletla, to ste verjetno opazili, ravno zato, da bi se ta potujitveni efekt začutil, a veste, da bo bralec začutil, da jaz nisem bila zraven, ampak da sem hkrati, da sem posthumno zraven, da opazujem, kot da bi se zdaj to še enkrat dogajalo in da sem prisotna. Da ste del te zgodovine. Da sem del te zgodovine in da je na nek način tukaj zelo veliko tudi tudi fikcije, ker nisem mogla posneti resničnosti iz tistega časa, ko me še ni bilo. Ampak fikcija pa ni tisti šolski spis, ko pišete dan, ko je umrl Josip Broz Tito. Vse lepo, krasno opišete v tem spisu in pričakujete, da bo učiteljica zadovoljna. Na koncu pa zadnji stavek je šel v nos in ki se glasi in potem smo šli vsi spat. Ne bi smeli spat. Jaz sem svoje refleksije, jaz sem vsako poglavje začela z nekimi svojimi refleksijami iz otroštva, ki imajo edina skupna stvar v teh refleksijah z Lizo je, da je bil to čas, ko je ona še živela, jaz pa tudi že. In zato sem hotela na ta način na svojo prisotnost upozoriti, da sem opazovalka, ki sem bila takrat otrok, ko je ona še živela in da sem poznala, da sem pač tudi jaz pisala Josipu Brozu Titu v klinični center, da sem bila pač tak otrok, ki sem napisala voščilnico, naj hitro ozdravi, a ne. No, ena taka epizodica, kako je učiteljica prečrtala moj stavek na koncu spisa. Jaz sem zmeraj spise dobro pisala in sem bila strašno užaljena, da mi je zadnji stavek prečrtala, potem smo šli spat in je zahtevala, da prepišem na čisto, brez tega zadnjega stavka, da kako ne gre človek spat, če je pa Tito umrl. In potem jaz si to se prav spomnim tega, kaj bi pa Tito rekel. Tito bi rekel, Nataška, tudi če jaz umrem, greš lahko spat. Ja, neverjetno je. To sem si zelo zapomnila. Moram samo še par besed povedati. Vi ste pisateljica in gledališka igralka. In da ste študirali na AGRFT, torej na naši akademiji, in potem ste delovali v Celju, v Novi Gorici, kjer poučujete? Ne več. Ne več? A zdaj ste spet na svobodi. Pisateljica. Ja, zdaj smo svobodni kulturni delavci. Kulturni delavci smo zdaj, po novem. Na to se še nisem navadila, ker si delavce predstavljamo v modri halji. No, ampak zdaj tukaj ogromno mladinske literature in ostalih naslovov knjig, še, ste pa tudi z dijaki ustvarjali uprizoritve, ne, takrat, torej niste pustili ob strani teatra dokončno, ne? Nikoli čisto, nikoli pa vsem. Kje se pa zdaj dotikate teatra? Zdaj zelo veliko nastopam po šolah, tudi v tujini, zdaj grem pač na eno gostovanje, ne bom preveč govorila, kam grem, da se ne bo kaj sfižilo. Ves ta svoj trening s pridom uporabim, ker se vse, kar pripovedujem, naučim na pamet. Ta trening učenja na pamet še vedno ohranjam, tako da imam v glavi ogromno enih besedil, ki jih pripovedujem na pamet, ker sodobno leposlovje to ni ljudska pravljica, tega ne moreš po prostih besedah pripovedovati, ne? Sodobno leposlovje se moraš naučiti na pamet, da je pač res leposlovje.
No, tako, jaz sem pač 5 let preživela na poklicnih odrih z vso svojo dušo, ne, jaz sem bila res predana svojemu poklicu, ampak na neki točki se mi je nekaj zalomilo, ne bom razlagala kaj, zalomilo in sem čez noč pustila teater, prav pustila, šla. Ampak tukaj imam podatek, da so v 3. letniku prejeli fakultetno Prešernovo nagrado za vlogo Ofelije. Ja, tega se še zmeraj spomnim, jaz imam živo pred očmi to uprizoritev, ki jo je režiral moj sošolc Matjaž Pograjc. In so bili, ne vem, pokojni Peter Musevski je bil takrat moj oče, ne, Poloni. Bakovič je bil Hamlet, Ivan Peternelj je bil Laert, jaz sem bila Ofelija. Tako, ja, to so bili lepi časi, zelo lepi časi, nikoli mi ni bilo žal, da sem študirala gledališče. Tudi zaradi tega ne, ker mi je res fino nastopati še vedno, meni res ni težko jeti pred publiko, ne pred odraslo, ne pred otroke, rada pripovedujem, rada se pogovarjam, rada prosto govorim in na pamet, zdaj se za to gostovanje učim v angleščini, prevode odlomkov svojih del na pamet. Tako da ves čas, ko jaz hodim popoldne na svoj redni sprehod čez polje, se skoraj vedno kaj učim na pamet. No, ampak ti številni naslovi, kakšno drevo zraste iz mačka ali pa jutri bom siten kot pes, a to je tudi nekako botrovalo to, da imate 5 otrok? Seveda, jaz brez otrok sploh ne bi znala za mladino pisati pa za otroke. To čudujem avtorje, ki nimajo otrok in pišejo za otroke, zato ker je ta svet tako nekako niti tako dostopen na tak način, če nimaš svojega cirkusa doma, ne, tako. Iz tega cirkusa pol nastanejo kakšne hudomušne zgodbice. Ker sem jih zdaj nehala, prav za otroke sem nehala pisati, ker ni več materiala, jaz zdaj pišem mladinske romane, moja najmlajša hčerka ima 16 let, ne. Ja, najstarejši sin bo pa letos 30, tako da to je neverjetno hitro minilo. Jaz kar pozabim včasih, da sem že toliko stara. Čudovito. Nataša Konc Lorenzuti, hvala za ta pogovor, hvala, da ste bili ponovno moja gostja v oddaji Protetus pa ta dež in veliko ustvarjalnosti vam želim. Hvala.